cenjeni gost Anton Komat, spoštovani obiskovalci, dober večer. Na vabilu smo zapisali naravovarstvenik, pisec, svobodni raziskovalec, scenarist, publicist. Melita Berzelak, urednica revije Jana, bi k temu zagotovo dodala še bojevnik luči, oborožen z besedo, znanstvenik, katerega žepi so polni mitov in legend. Še bi lahko naštevali. Današnje druženje je namenjeno predstavitvi knjige Potniki na ladji norcev, umetnost preživetja, za katero je Anton Komat prejel nagrado za najboljšo poslovno knjigo 2014. V knjigi so zbrane teme, ki so bile javnosti predstavljene v kolumnah. 461 strani, 11 poglavij, znotraj katerih je razvrščenih 112 zgodb. Nikaj, zanimiva številka. Najstarejša kolumna je iz novembra 2009, najmlajša pa označuje oktober 2014. Avtor se med drugim sprašuje sledeče. Zakaj norci vladajo, pametni pa norijo? Predlagam, da nam o tej in vseh ostalih zgodbah kaj več pove kar avtor sam. Anton Komat, izvolite. Kratka, za uvod v tole srečanje bi bom povedal zgodbo, ki se imenuje zgodba o 18. slonu. Ne vem, če jo poznate, nič hudega, če kdo pozna. Ta zgodba nam bo povedala, kako zgrešeno deluje lahko ta naš linearni zahodni ki je priučen zadnjih 500 let. Pa dajmo prisluhniti te zgodbe. Torej, izvira iz Indije 18. slon. Ima naslov, začenja se pa takole. Umrl je stari mož, ki je imel 3 sinove. In v oporoki je napisal, edino moje premoženje je 17 slonov. Razdelite si jih in je tudi povedal, po kakšnem ključu. Najstarejši dobi polovico. Drugi, torej ta srednji po starosti, dobi 1/3. Ta mali, najmlajši pa 1/9. To so sinovi prebrali, to poroko, in ni šlo in račun, kako ne je zdaj 17 slonov razdelijo na pol. Zdaj še začeli malo špetirati, kaj ne zdaj enega slona na kup prežavajo in tako naprej, ampak so se sinovi oziroma bratje imeli radi in ker se niso hoteli skregati, so rekli, pejmo k enemu modremu človeku, da nam razreši to uganko. In ta modri stari mož je poslušal njihovo zgodbo in je rekel, jaz sem pa glih enega slona, vam ga dam. Zdaj skupaj jih imate 18. Probite razdeliti zdaj dediščino. In so začeli računati. 18 na pol je 9. Prvi, najstarejši, je dobil 9 slonov. Tretjina od 18 je 6. Ta drugi je dobil 6 slonov. Devetina je 2. Najmlajši je dobil 2 slona. In pogledajte, en slon je ostal. Razdelili so 17 slonov in ta modri mož je vzel 18. nazaj k sebi. Vidite, kako deluje en drugačen kot naš direktni, zahodnjaški, racionalni strogo, ki bi sigurno prežagal enega slona na pol, da bi že prvo ali ne o poroke, torej najstarejši dobi polovico od 17 lahko realizirali. In za uvod, ki je bil danes prebran odlomek z te knjige, bi povedal, odkot ta naslov Potniki na ladji norcev. V bistvu, jaz sem proučeval renesanso, tisti del renesanse evropskega duha, in sem prišel do te znamenite slike, oziroma lesoreza, ki je tudi na naslovnici knjige. Avtor je Albrecht Dürer, znameniti nemški grafik in slikar. Naslov te grafike, tudi knjige, ki je ta grafika šla, je Navis Stultorum, ladja norcev. Mene začeli zanimati, odkot te norci v renesansi.
kakšna je ta ladja norcev. No, in mi je prišla v roko knjiga od Michela Foucaulta, Zgodovina norosti. In tam sem bral na kratko povedano tele stvari. Torej, ljudje, ki so jih v tistem času renesanse smatrali kot norce, to je bil širš kontekst, torej vsi tisti neprilagojeni, ko so malo ven štrleli, pa so bili res nori, pa manj nori, pa bolj nori. Vsake tok časa so jih potovorili neko ladje in odpeljali na nek odmaknen prostor, ki so jih skipali dol in pustili tam, da si organizirajo po svoje življenje. Če gledamo pa zdaj drug obraz te norosti v renesansi, pa pogledamo mi Shakespearea, velikega, največjega dramatika. V njegovih dramah mrgoli norcev. Otello, Kralj Lear, Hamlet, Ophelia, Lady Macbeth in tako naprej. Kaj pa jih imamo? Prvi roman, veliki evropski roman, Cervantesov Don Quixote, imamo tudi ta lik. Vidite, renesansa je v teh ljudeh, ki so jih smatrali, da so nori, smatrali, da so to ljudje, ki nosijo posebna sporočila, ali božja, ali od hudiča, nekod, ali pa in so jih pozorno poslušali. Iz tega izvira tudi koncept, ki je tudi takrat se razvil, boste pozorni, dvornega norca. Dvorni norec je bil oseba, edina oseba, ki je lahko govoril resnico. Če gledamo zdaj psihologe, psihiatre, kaj je norost? Norost je tisto, kar nas sedajne oligarhije ali pa elite svetovne finančne kjerkoli prisiljujejo skozi medijsko manipulacijo, nenehno bombardiranje preko množičnih medijev, sejanje strahov, sejanje tesnobe, skozi to je uničena socialna mreža. Ljudje, ki pa izgubijo stik, ki izgubijo socialno mrežo, postanejo negotovi. Po drugi strani, konkurenčnost, če jo gledamo, treba jo stopnjevati. Socialne mreže ni. Jaz sem konkurenčen sosedu, polnem sosedu, v firmi, ker delamo, smo en drugim konkurenčni, kdo bo napredoval, kdo ne bo napredoval. V naši ulici smo konkurenčni, kdo bo boljš štandard živel, v našem mestu smo konkurenčni, napram drugem mestu, država je konkurenčna, tretji državi, na koncu smo pred vojno. Vojna vseh proti vsakomu. Velum omnis contra omnium, po latinsko. V sočloveku ne vidimo več sočloveka, za katerega se lahko zanesemo, ko lahko zaupamo, s katerim bomo nekaj skupaj naredili, ampak vidimo samo grožnje. To je pa cilj elit. Zamlet socialno mrežo v prah in potem preko množičnih medijev manipulira z zavestjo, kajti cilj, glavni cilj vsega tega srajna, ki imamo v Evropi, je uničenje zdravega razuma. Torej, če dodamo temu koncept neomejene rasti, zdaj bomo pa mi to sanirali, še več kompas zategati, pa bomo to vse pol pa raj na zemlji. Bog pomaga. Najbolj nevarni so tisti, ki nam raje vzmejo, vedno. Veste, včasih še ni šlo v raj na lep način z lažmi, šlo pa s puškami neko piti. To prisiljevanje v raj je, vemo, v tem svetu zelo tvegano. Vnova rasti. Edina primerjava z naravo je rak. Stopati naravo. Rak ima koncept neomejene rasti, ampak kaj se z rakom zgodi? Mi ponovadi rakovo zgodbo končamo s tem, rak raste, požere vse osnovne in energetske resurse organizma in ga ubije. Zdaj se zgodba konča. Ampak zgodba ima nadaljevanje. Rak s tem, ko ubije človeka, ubije tudi sebe. Skratka, če gledamo zdaj teh 5 podob globalne krize. Ekonomska, gospodarska, finančna, nekaj stavkov smo rekli ne dovolj. Druga je energetska, tretja je prehranska, četrta je zdravstvena in peta so klimatske spremembe. Nam danes govorijo, da ni alternative temu sistemu. Ni alternative. To je najboljši sistem na svetu, kot smo ga upeljali v Evropi pa v ZDA, alternative ni. Ampak glih obratno je, oni nimajo alternative, mi jih imamo. Morate vedeti, da 3 stvari so tiste, ki bodo definirali varno prihodnost vsakega naroda. Rodna prst, pitna voda, pa biotska pestrost. Ko sem prej govoril o semenih in o tem. In o pestrosti narada. Kakšne banke?
Povečana življenjska doba banke na Zahodu je 7 do 8 let, pa propade. Razen tisti, ki so toliko veliki, da ne smejo propasti. In nekega dne sem se peljal proti Dolenjski, sem vrtil radio na avtu in slišal neko žensko, ki je v oddaji, tega ne moram pozabiti, je rekla, lačni pa že ne bomo pa njivo prodali. Takrat sem se pa zamislil, sem rekel, aha, torej ni rekla, fino imamo njivo, ne bomo lačni, bomo pa delali. Ne, bomo prodali, pa bomo šli v market. Takrat sem se zavedel, kam smo padli. In konec koncev, zakaj pa rečemo kulturna krajina? To odraz človekove kulture. Način, kako sobiva človek z naravo, se kaže, da nas zvoni v krajini. In se samo pelem, pa vidimo, kakšen je odnos. Ali je krajina estetska, lepa, prijetna, ali imamo pa hamburger po krajina. Do obzorja koruza, potoki v kanale, ko odnaša voda čim prej iz pokrajine, pa itak suša. In koruza do obzorja, kot sem rekel, na mesto s 1000 cvetov imamo en sam cvet, koruzni. To je hamburger pokrajine. Torej vidimo, da Silicijeve doline pa svetilniki pa to, da analize, ki sem jih jaz dal skozi iz sveta, ko sem postavljal Maribor, so pokazali, da je lokalna pridelava hrane 4 do 5krat bolj donosna za lokalno skupnost, od kjerkoli druga gospodarska dejavnost. Ma kakšna Silicijeva dolina? Če mi prehrano nazaj spravimo na samo oskrbo in vznak tukaj ostane, ne gre na račune korporacij. Nam odvezijo, vsak je lahko podjetnik, odprite SP, dobiš denar, poznam na stotine mladih, ki so to naredili, pa so bili nategneni. Vse veste, kaj pravi en znamenit filozof, ki mu vsi kapitalisti bo kapitalizem propadel. Kajti nisem zastonj rekel, da norci vlade pametni pa novijo. In ta sodobna norost se začne, ko ti socialno mrežo zmeleš v prah posameznikov, s katerimi manipuliraš, potem ljudje zapadejo v ta, ko jaz pravim, bermudski trikotnik. Pričakovanja, te smo malo v psihologiji, ampak je zelo praktično. Pričakovanja, odvisnost, strah. To vse konča z nasiljem. Zato bomo naredili vse, da se bomo povezali, pa da bi še vedno ostali bedasti potrošniki vseh teh od energije do hrane, do vode, do zdravja, torej da bomo samo bili potrošniki in da bomo nenehno frustrirani, kajti temelj frustracije je vstop v supermarket. Joj, kaj vse je, boj to še petakle. In če gledamo svetovno družbo, svetovno civilizacijo, točno vidimo, kako se kopičijo nepredvidljivi dogodki, nenapredvidljivi, kako vse uhaja iz kontrole, tako smo vedno bili priče kaotičnim dogajanjem, tudi pri nas in tudi zunaj. In kako je ta bližanje točke bifurkacije jo čutimo. Zdaj, a bo sistem, kot človeška družba, bil sposoben preskočiti na novo ravnovesje, postaviti nekaj novega, kar bo bolj stabilno na dolgi rok. Kaj bo to novo, že Bog ne ve, to bo govoril, da ve, kaj bo, naklada pa laže, ali se bo sistem sesul. Analize kažejo, da so se nasrali na oblast celega sveta sociopati in psihopati. In če gledamo našo politično sceno, poglejte jih, imamo narciskov, kako hočete, psihopatov, in sociopatov pa največ. Ko so delali psihiatri profil zaposlenih na Wall Streetu, pa veste, da Wall Street je finančni center sveta, so ugotovili tretjina zaposlenih psihopatov. Torej moramo vedeti, da imamo norost na oblasti. Zato je vlada norcev. Zdaj prehajamo na sedanji čas. Gre za to, da ne smemo pristati na kulturo neumnega potrošništva, ker si bomo spodžrli temelj, na katerem temelji prihodnost naših otrok in vnukov. To je filozofija, na kateri ta sistem stoji. In tudi na tej filozofiji tukaj še enkrat povedam, ni vprašanje ideologije, je vprašanje preživetja. Zdaj pa zares. Torej, res veliko je bilo povedanega in naj k temu dodam samo še to, da naj vas ne bo strah drugačnosti. Drugačnost namreč ni napačnost. Če smo drugačni, nismo napačni. Hvala.